Halo, pust me na mir. Ej! Au! Daj mat. Tole zdaj je bilo zaigrano, ampak v realnosti temu žal ni tako. Medvrstniško nasilje, poniževanje, blatenje, zaničevanje, pretepi, ustrahovanje, vse te stvari so del realnosti, ampak nažalost so skrite pred našimi očmi. Prid z mano in si poglej ta video do konca, zato da bomo skupaj našli načine, kako to zadevo omejiti in končno enkrat lahko tudi celo ustaviti. Tako da naredimo konec temu trpinčenju in škodovanju. Pojmo. Preden pa se poglobimo v samo tematiko, se pa dajmo nekaj dogovoriti. In sicer, da smo skupaj sklepčni pri tem, da je kakršnakoli oblika nasilja enostavno nesprejemljiva, da se tega ne odobrava. Zdaj, s kakšnimi oblikami nasilja se pa nek mladostnik lahko sploh sreča, ali pa se ga tudi posluži. Obstaja psihično nasilje. In sicer tukaj govorimo o nekem zaničevanju, blatenju, poniževanju, ustrahovanju. Obstaja fizično nasilje. To je vse bolj telesno. To so udarci, uščipi, omejevanje neke svobode, da nekoga stiskaš. Obstaja pa tudi spolno nasilje. Tukaj so pa vsi dotiki in vsa bližina, ki ti ne paše, ki izražaš ne, pa se ga ta oseba še vsem posluži. In vsem tem zadevam je treba narediti konec že v samem začetku. Pa dajmo ločiti jabolko od hrušk, oziroma konflikt od nasilja. Ko govorimo o konfliktu, gre v bistvu za nek čist normalen pojav, ki se zgodi zaradi nekega nestrinjanja, usklajevanja mnenj in pa interesov. In je v bistvu včasih zadeva celo dobrodošla za voljo razrešitve problema in pa vzpostavitve nekega miru. Pri nasilju gre pa v bistvu za neko namensko ustrahovanje, ponižanje in pa uničevanje, zato da povzročiš škodo in pa trpljenje drugemu. In kar je najbolj zanimivo je to, da osebe, ki so nasilne, si včasih zbirajo žrtve, ki so šibkejše od njih. Preprečevanje in zaustavljanje nasilja se zato prične pri vsakem posamezniku. In sicer z možnostjo izbire, ki jo imamo v danem trenutku tukaj in zdaj. Kar pomeni, če živiš po načelu, da ne želiš storiti nečesar drugemu, kar sam ne bi želel, da se to zgodi tebi, potem tukaj naredimo konec nasilnemu in agresivnemu vedenju. Poznamo pa tudi nevarnosti, ki so lahko povod za nasilno vedenje ali pa tudi za nekoga vzpodbuda. Kar pomeni razne videoigrice z nasilno vsebino, razni filmi, objave v medijih iz nasilnih dogodkov, ki so se zgodili po svetu, ali pa tudi objavljanje raznih posnetkov in video vsebin na socialne omrežje, kjer smo lahko priča pretepom, ustrahovanju in žaljenju. Vse to daje napačno predstavo o nasilju, vse to ga normalizira. In te zadeve niso ok. In v teh zadevah se je treba pogovoriti in dati neko realno sliko in realen pogled na to situacijo. Nasilje pa tudi meni kot otroku ni bilo tuje. Predvsem v osnovni šoli, ker sem imel težave z ohranjanjem pozornosti, hiperaktivnostjo, impulzivnostjo, na kratko ADHD, sem bil večkrat tarča tistih, ki so se radi spravljali na šibkejše. Zaradi tega, ker sem bil manj uspešen, ker sem večkrat opozarjal nase z nekim nemirom in pa ker sem se včasih tudi neprimerno vedel s to impulzivnostjo. Ampak to je bilo več ali manj nenamerno. Ker sem bil pa žrtev kar pogosto, se mi pa zgodilo to, da sem na neki točki postajal vedno bolj zamerljiv in maščevalen. In sem se v bistvu prelevil sam iz žrtve v nasilneža. In na to še danes nisem ponosen. Kaj bi lahko takrat naredil, je pa zelo enostavno. Začel bi opazovati samega sebe, predvsem prepoznavati čustva, ki se v meni kuhajo. Ko govorimo o čustvih, pa lahko v bistvu govorimo o energiji, ki se nakopiči v telesu. Energija ne more tam obstati, ker če obstane in so to neka neprijetna in pa močna čustva, čakajo svoj trenutek, da lahko privrejo na površje in v bistvu eksplodirajo. In pa pride do nekega čustvenega afekta. Ko govorimo pa o čustvih v odnosu z nasiljem, se pa tukaj dotikamo predvsem tistih bolj neprijetnih. In začnemo lahko z jezo. Čustvo jeze je ponavadi lahko zelo močno in preplavi celo naše telo. Povezujemo ga z agresivnim in pa seveda tudi nasilnim vedenjem. In sicer odraža se lahko na fizičen ali pa verbalen način. V primeru, da nimamo orodij in pa mehanizmov, da prepoznamo jezo že v zgodnjem stadiju in da tega ne znamo na primeren način sprostiti ven skozi telo, lahko poškodujemo sebe, predvsem pa druge. Zato se moramo naučiti primerne pristope in pa zgodne prepoznavanje tega čustva. Ljubosumje ali zavist. To čustvo se v povezavi z nasiljem uporablja kot sredstvo za uveljavljanje nadzora. Te osebe se ponavadi počutijo ogrožene ali negotove. Njihova tehnika za uveljavljanje nadzora pa je ponavadi ustrahovanje. Strah. To čustvo sproži reakcijo boj ali beg, kar pomeni, da se ta oseba posluži agresivnega vedenja za voljo samoobrambe ali
prevlade nad agresorjem. Frustracija sproži agresivno vedenje v primerih, ko posameznik ne dosega svojih ciljev ali pa ga pri tem nekdo omejuje. Nizka samozavest. Te osebe se poslužujejo nasilja ali ustrahovanja z namenom, da bi se počutile bolj močne ali pa da bi vršile nek nadzor. Pomanjkanje empatije. Take osebe morda ne razumejo, kako je biti v koži drugega človeka ali pa jim enostavno ni mar, kako njihovo vedenje vpliva na drugega. Družbeni pritisk. Ko se znajdemo v neki skupini in si želimo neke pripadnosti, v tej skupini je pa nasilje skoraj da ne normalizirano, se lahko poslužujemo agresivnega vedenja zgolj zato, da ne izpademo. Po drugi strani pa lahko občutimo zato tudi močan pritisk vrstnikov. Za preprečevanje nasilja je zato sila pomembno, da v sebi v samem začetku prepoznamo vsa neprijetna čustva in se v primeru, da nimamo nadzora nad njim, umaknemo in te sprostimo na nek zdrav način. Kako pa se sploh povzpeti iz teme proti svetlobi? In sicer prvi korak je, da najprej prepoznaš pri sebi neprimerno vedenje, ki ga imaš do drugih in da vidiš, kakšen ima to dejansko negativen vpliv na njih. Naslednji korak je prevzem odgovornosti za svoje vedenje. Tukaj te čaka opravičilo in to je lahko zelo težko narediti. Naslednji je, da spremeniš svoje vedenje. Tukaj te čaka sprememba odnosa in prepričanja do drugih. Potem lahko vadiš empatijo. To pomeni, da se postaviš v kožo drugega, da probaš razumeti in začutiti, kako se ta oseba počuti. Če ti te stvari ne uspejo, lahko poiščeš pomoč zase, da najdeš nekega strokovnjaka, ki pomaga tebi razrešiti tvoje lastne težave. Navsezadnje pa lahko postaneš zaščitnik, lahko postaneš varuh in zaveznik tistih, ki so žrtve nasilja in postaneš njihov heroj. Kako pa ostati v svetlobi ali pa jo celo podkrepiti? Prva stvar je, da ohranjaš prijaznost in pa empatijo. Za prijaznost itak pravijo, da nič ne stane, empatija ti pa pomaga, da si ves čas v stiku s tem, kako se druga oseba počuti. Vzpostavi lastne meje in pa spoštuj tudi osebne meje drugih, kar pomeni tako na fizičnem kot tudi čustvenem nivoju. V svoji spretnosti reševanja problemov in sicer tehnike, kako na konstruktiven in pa pozitiven način rešuješ konflikte. Zato, da se boš znal primerno pogajati in pa sklepati kompromise. Spoštuj sočloveka in ceni različnost. In sicer na področju vere, rase, kulture in pa tudi spolne usmerjenosti. Navsezadnje pa načrtuj in pa izdelaj varnostni načrt za primere, ko je tvoja varnost v prihodnosti lahko ogrožena. Ne pozabi zajeti 3 sklope. In sicer pobeg, iskanje zaklona in pa napad. To ti bo kasneje omogočilo, da boš poskrbel, da bo tvoje življenje lahko varno. Pred nami pa je nekaj vaj in tehnik, ki ti lahko pomagajo v neprijetnih situacijah umiriti in pa imeti nadzor nad svojimi burnimi čustvi. Prva je uporaba globokega in pa nadzorovanega dihanja. In sicer, da dihaš s trebušno prepono in to zelo počasi, vdih in izdih. Druga je praksa čuječnosti. Čuječnost pomeni biti v vlogi opazovalca v vseh situacijah in sicer, da opazuješ svoje misli in pa telesne občutke, brez da imajo ti vpliv nate. Naslednja je pozitiven samogovor, kar pomeni, da si govoriš pozitivne misli, pozitivne in spodbujajoče misli, kot je zmorem to, uspelo mi bo in pa jaz imam nadzor nad situacijo. Poslužuješ se lahko tudi vizualizacije, kar pomeni, da zapreš oči in z mislimi potuješ na nek kraj, kjer se počutiš umirjenega. To je lahko na morje, na plažo ali v gozd ali kamorkoli drugam, kjer se počutiš varnega. Poslužuješ se lahko tudi telesne dejavnosti in telesne aktivnosti, kar pomeni sprehod v gozd, tek, neka blaga telesna aktivnost, ki razbremeni vsa čustva in te popelje ven iz negativnih občutkov v telesu. Vzami si čas za odmor, relaksacijo in počitek, kar pomeni poslušaj neko umirjeno glasbo, pojdi na dopust ali pa se odmakni v nek prostor, kjer je mir, zato da nisi v okolju, kjer nate deluje stres. In pa navsezadnje poišči pomoč, poišči nekoga, da z nekom lahko spregovoriš, da daš breme iz sebe ven. In to ti bo tudi pomagalo, da se boš lahko hitreje umiril in pa spet dobil nadzor nad sabo. Za konec bi vas pa pustil z eno mislijo. In sicer zavedajmo se tega, da nasilje vedno rodi zgolj samo nasilje. Zato vas pozivam k prijateljstvu, iskrenemu pogovoru, spoštovanju in pa razumevanju sočloveka. Moramo se zavedati, da smo v bistvu vsi posamezne kaplje, ki smo v osnovi del celote enega morja. Zato naredimo korak v pravo smer in si podajmo roko,
V znamenju miru in prijateljstva.